Dober dan in lepo pozdravljeni na posnetku informativnega dneva oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na ljubljanski filozofski fakulteti. Osnovne stvari o filozofski fakulteti in o našem oddelku lahko izveste na ustreznih spletnih straneh, tudi na Facebook profilu našega oddelka. Tukaj pa vam bomo na kratko predstavili še nekatere temeljne informacije, ki veljajo za študij pri nas in na našem oddelku. Torej, če nekako začnemo z osnovnimi karakteristikami naše fakultete, lahko iz tega, kar je predstavljeno tukaj, vidite, da je sestavljena iz zelo različnih in zelo številnih oddelkov in tudi zelo različnih in številnih študijev, pa tudi iz različnih in številnih zaposlenih in študentk in študentov. Ukvarjamo se s celo vrsto znanstvenih disciplin, do česar je filozofska fakulteta prišla v svojih več kot 100 letih obstoja. Tisto morda najbolj pomembno za vašo študijsko odločitev je to, da se na tej fakulteti lahko študent odloči tudi za kombinacijo dveh različnih študijskih usmeritev. Tudi naš oddelek ponuja možnost enopredmetnega študija ali pa dvopredmetnega. Torej, ta odločitev je vaša in seveda vpliva tudi na vaše prihodnje zaposlitvene možnosti. Kaj je nekako sestavina, kaj so sestavine študija na našem oddelku? Združuje 3 temeljne discipline, ki so navedene pred vami in ki na nek način se kombinirajo v organiziranju nosilcev vsebin. Torej, tako bibliotekarstvo kot založniški študij sodelujeta pri tem, da nekako urejata in razdeljujeta med uporabnike vsebine, knjižne vsebine, ne nujno samo zgolj v obliki tradicionalne tiskane knjige, tudi v nekaterih drugih elementih, pri čemer seveda odločilno pomaga informacijska znanost, pomaga pri organizaciji teh vsebin s svojimi metapodatki, pomaga tudi pri tem, da se te vsebine ustrezno predstavijo kot nam zanimive in uporabne. In vse to skupaj nekako že namiguje v smer, ki jo hočemo poudariti, da gre za 3 zelo povezana polja. Torej, da nekako te 3 usmeritve, ena brez druge, v sodobnem svetu in najbrž tudi v prihodnem svetu ne bi mogle in ne morejo obstajati. Kaj so delovna področja posameznih področij? Gotovo ste bili že kdaj v splošni ali šolski knjižnici, sicer si najbrž ne bi ogledovali te predstavitve. In seveda za vsako knjižnico stoji knjižničar ali knjižničarka, ki jo uredi ustrezno z nekimi skupno sprejetimi strokovnimi usmeritvami, pa tudi v skladu z svojimi marsikdaj tudi z poglobljenim študijem pridobljenimi sposobnostmi. V knjižnicah se gradivo nabavlja, se ga na nek način organizira, se pomaga uporabnikom, da se znajdejo, katero gradivo pravzaprav morajo najti. In knjižnice organizirajo tudi veliko obknjižničnih dejavnosti, kakršne so pogovori, predstavitve, predavanja in podobno. Informacijska znanost, kot rečeno, pomaga pri kateremkoli že informacijskem procesu in vsi smo udeleženi v različnih informacijskih procesih. Da si vi zdajle informacijski dan ogledujete po elektronski poti, je že tipičen primer tovrstne uporabe in gotovo ne založništvo, ne knjižničarstvo brez te stroke ne bi zmogli. Prav tako pa je seveda tudi ključno poznati osnovne prvine založniških študijev, ki nam kažejo, kaj se dogaja, ko beremo, zakaj beremo na načine, na katere beremo, recimo kakšna je razlika med digitalnim branjem in branjem s papirja. Vse to je seveda zelo povezano tudi s tem, kakšna je slovenska in kakšna je evropska in mednarodna politika do področja knjige. Morda ne veste, da je praktično vsaka slovenska knjiga deležna vsaj 2 javnih podpor. Prva je ta, da ima znižan davek na dodano vrednost, kar samo po sebi kaže, da je knjiga prepoznana kot nekaj pomembnega za slovensko družbo in državo. In druga je ta, da velika večina izdanih slovenskih knjig je dobavljiva, si jih je mogoče sposoditi, jih prebrati v
slovenskih knjižnicah, če ne drugje, vsaj v Narodni univerzitetni knjižnici, kjer končajo obvezni izvodi. Že iz vsega povedanega, pa tudi iz ogleda naših natančnejših študijskih programov, ki jih lahko si ogledate na naši spletni strani fakultetni, vidimo, da je naš študij izrazito interdisciplinaren. Združuje vse od literature in vedenja o literaturi in oblikovanju, prek informatike do upravljanja in trženja in pri tem uporablja izkušnje, ki nam jih zapuščata v uporabo psihologija in sociologija, kajti ukvarjanje s knjižnimi vsebinami je zmeraj bo določen družbeni pojav. Torej, tukaj je seveda zelo važno, v kakšni družbi se ti pojavi potem dogajajo. Možnosti študija, kot že uvodoma rečeno, se najprej cepijo v dve veliki podskupini, v dvopredmetno ali enopredmetno smer. Tudi enopredmetna smer pa se v tretjem letniku razcepi v tri usmeritve. Beseda knjigarstvo nekako se uporablja velikokrat kot nadomestek za založniške študije. To ni samo delo v knjigarni, ampak delo s knjigo na vsak možen način. In tisti, ki si bodo izbrali samostojni študij, se bodo torej v tretjem letniku usmerili v eno izmed teh treh smeri. Dvopredmetna smer seveda omogoča povezovanje z drugimi študiji. To je tipično recimo za tiste, ki imajo ambicijo postati šolski knjižničarji. Običajno šolski knjižničar poučuje kak predmet, ob tem pa opravlja še naloge v knjižnici. In v našem letošnjem razpisu, ker je v zadnjih letih se kazalo, da je nekaj več interesa za dvopredmetni študij, sledimo tudi v številu razpisnih mest, 25 za enopredmetni, 30 za dvopredmetni študij in tako si lahko izberete sebi ustrezen študij. Kaj si boste izbrali? Seveda se odločamo tudi po tem, kaj si želimo, ali hočemo bolj poglobljeno znanje z tega področja, ali hočemo kombinirati z več področji, imeti večjo širino in ne nazadnje tudi si povečati možnosti za zaposlitve, ker je ob interdisciplinarnosti seveda nekaj sorazmerno obetavnega. Če se odločite za študij na tem predmetu, je še ena dobra plat tega, da so predavanja sorazmerno zgoščena. Tukaj imamo primer urnika v prvem letniku, zdaj letnega urnika, ki ne samo kaže, kako različne vsebine tukaj obdelujemo, ampak kaže tudi to, da četrtek in petek sta prepuščena vaši izbiri. To ne pomeni, da se takrat delovni teden neha, ampak da imate dovolj časa za študij, seminarsko delo, pisanje pisnih zadolžitev in tudi za druge stvari, ki vam pomagajo pri obvladovanju snovi, ki obdelujemo. Veliko naših predmetov se namreč usmerjata tudi tako, da imate kar nekaj obštudijskih dejavnosti, ki vam se potem nekako vključujejo v študijske zahteve ali kaj takega. Torej, velikokrat lahko ste poslani na nek dogodek ali na obisk kakšne knjižnice in tako nadaljujete in poglabljate tisto, kar ste v teoriji izvedeli na fakulteti. Torej, ob vsem tem morda velja omeniti še, da je zelo smiselno, da se seveda študij ne zaključi samo na fakulteti fizično v Ljubljani. Fakulteta ima sicer za vse pogoje za dober študij, tudi poglejte si tukaj oddelčno knjižnico, ampak da omogoča tudi mednarodne izmenjave po sistemu Erasmus z naštetimi že z marsikatero drugo ustanovo. Študij je kot pač vsak študij organiziran kot predavanja, seminarji in vaje. Študentje in profesori se srečujejo tudi na konzultacijah in govorjenih urah. Neka posebnost tega študija, ki jo imajo sicer tudi nekateri drugi študiji na filozofski fakulteti, pa je praksa. Torej, v tretjem letniku prve stopnje in tudi v drugem letniku druge stopnje gredo študentje na prakso. Tisti študentje, ki študirajo samo na našem oddelku tritedensko, dvopredmetni dvotedensko prakso, kjer ne samo, da izvejo in preizkusijo svoja znanja v praksi in izvejo, koliko so uporabna, ampak številni med njimi si tudi pridobijo tako povečane možnosti za zaposlovanje v organizacijah z njihovega področja.
Nekateri to možnost izrabijo že po zaključku prve stopnje, drugi nadaljujejo študij na našem oddelku in poglabljajo znanje, tretji spet ugotovijo, da morda ni ta študij čisto tisto, kar bi počeli do konca življenja in odidejo k drugam, ker bolonjski sistem izobraževanja omogoča. Enako je omogočeno tudi, a v tem hip kasneje, da kdo pride po opravljeni prvi stopnji, ki je drugi k nam. Ampak kaj je ta druga stopnja? Spet imamo študij v dveh oblikah, dvopredmetno in enopredmetno, in spet imamo razdelitev na 3 osnovne smeri znotraj tega študija. Prej sem omenil, da pride kdo tudi odkot drugod. Kaj mora za to opraviti? Če zaključi študij, ki druge opravlja 2 diferencialna izpita glede na usmeritev, ti predmeti, iz katerega se opravljajo diferencialni izpiti, pa so zmeraj na izbiro tudi kot zunanji izbirni predmeti na vašem študiju, torej če začnete planirati ta prehod še malce prej, lahko te izpite opravite že v sklopu svojega prvostopenjskega študija, drugače pa preštudirate ustrezno literaturo in se s profesorjem ali profesorico pogovorite o tem, kako se lotiti tega diferencialnega izpita, ki vas potem pripelje na naš redni študij. Kje se naši diplomanti in magistranti zaposlujejo? Veliko se jih zaposli seveda v knjižnicah, ki imajo veliko različnih tipov zaposlitev. Veliko se jih zaposli tudi v knjigarnah in založbah na različnih mestih, od digitalnega marketinga do klasičnih uredniških mest, do mogoče nabave knjig v knjigarnah in podobno. Zelo veliko, zlasti tistih, ki so se odločili za informacijsko znanost, pa se zaposlujejo v organizacijah, ki se ukvarjajo z informacijami, in to so danes praktično skoraj da vse organizacije. Kako imajo to ukvarjanje organizirano, je odvisno od njihove specifike, pa tudi od njihove velikosti, in tukaj seveda diplomanti informacijske znanosti imajo kaj ponuditi. Tukaj na kratko odslikana še ekipa predavateljev, ki vas čakajo. Kot vidite, so različnih spolov in starosti, torej tudi tukaj smo zelo pestri. Če bi to rekli z znanstvenim jezikom, bi rekli tudi, mi smo zelo interdisciplinarni. Vsi smo uveljavljeni v svoji stroki tudi izven fakultete, nastopamo v različnih vlogah v javnem življenju, kar je tudi lastno, recimo, knjižnim vsebinam in lastno temam, ki jih tukaj poučujemo. Namreč vse to se zelo vpenja v javno življenje in ga tudi v veliki meri spreminja. Več o našem delovanju je možno izvedeti še naprej omenjenih spletnih straneh oddelka, kjer obstaja tudi brošura in predstavitveni zbornik, ki malce več pove o študiju. Na voljo vam je za vse strokovne nasvete glede opisa tudi naše tajništvo. In omeniti je treba tudi, da, kot sem rekel že na začetku, imamo Facebook stran, ki utegne tudi odgovoriti na kakšno vprašanje, ki se vam je morda zdaj porodilo. Torej, možnost je, da pišete kakšnemu profesorju neposredno. Naši kontakti so navedeni na fakultetni spletni strani, ali pa zastavite vprašanje na Facebooku, odgovor morda ne bo prišel isto minuto, a prišel bo, morda še pravočasno, da se odločite za študij na naši fakulteti. In morda še čisto zadnje in zaključno sporočilo. Če pa vas zanima še kaj več glede študentskega dela študiranja na tej fakulteti, potem pa predlagamo, da se obrnete tudi na naše študente, nekateri so navedeni prav tako na spletni strani. Tisto, kar lahko že zdaj obljubimo, je to, da študentje tutorji pomagajo pri samem študiju na različne načine, da se študentje povezujejo v različne organizacije, izdajajo tudi študentsko oddelčno glasilo Štubidu. Obstaja pa na naši fakulteti in tudi na našem oddelku vrsta različnih prilagoditev za študente, ki imajo statuse športnika in športnice, ki imajo status umetnika ali umetnice, in za študente s posebnimi potrebami. Morda vas vse to nekako prepriča, da je študij na naši fakulteti in na našem oddelku dobra izbira. V tem primeru se bomo srečali v prvem letniku in to nas zelo veseli in do takrat vas pozdravljam.